Hladno vreme je tu in prehladi in viroze so zato bolj pogoste. Kako lahko dvignemo odpornost z izjemno močjo ehinaceje in zdravilom Ehinafors, pa nam bo povedal gospod Robert Terčelj. Ja, pozdravljeni na takle dan, kot je današnji. Človek res ne ve, kako bi se napravil. To je tipično tisto že zgodno jesensko vreme, ko ne veš, ali bo ostala megla oziroma oblačno ali bo pokukalo sonce. In tako nekako tudi se s tem sovpada in sooča naš imunski sistem. Ne samo v globoki zimi, ampak ravno ti prehodni časi znajo biti nekoliko zahtevnejši. Zato vedno v ospredje postavljamo Foglovo ehinacejo. Ne samo, da ima letos Foglov Ehinafors 70 častitljivih let, odkar to zdravilo je na voljo, ampak gre predvsem za to, da tudi v zadnjih letih veliko sodobnih raziskav kaže, resnih kliničnih raziskav, kaže izjemnost potenciala tega zdravila in same rastline kot take, če jo pravilno farmakološko oziroma farmacevtsko obdelamo. Na drugi strani pa seveda vemo, da moramo odmerjati pravilno, zato poudarjam posebej ehinaforsko zdravilo na voljo v lekarnah z točnimi odmerki, da veste, kaj zaužijete, kaj deluje na vaš imunski sistem in poleg tega, kaj deluje tudi protivirusno. To je ta izjemna lastnost, ki ga zdravilo Ehinafors ima. O tem bomo še kateri od naslednjih oddaj bolj podrobno govorili. Ampak, če se dotaknem seveda Ehinaforsa, ne morem mimo seveda tistega, ki ga je ustvaril, to je Alfred Vogel. Alfred Vogel je zelo dobro poznal rastline, zelo dobro poznal, kako delujejo, je bil zelo redoveden, raziskoval in je bil kot tak pravzaprav na nek način vodič za mnoge, ki sledimo njegovim potem. Tak vodič je bil tudi Sani Lončar. In Sanja Lončar je bila oseba, ki je sledila njegovemu delu, bila je neke vrste, lahko rečemo, njegov sodobnik. In lahko rečem, ko so se prvič spoznala pred več kot 20 leti, ko je šele projekt za zdravje človeka in narave bil v povojih in nastajal, je bil to neka naklonjenost na prvi trenutek. In čeprav mi je težko danes, ker Sanja ni več z nami, sem pa vesel, da za vse te trenutke, ko smo bili skupaj, bilo jih je premalo, to vedno ugotavljamo za nazaj. Zato je dobro, da se tega zavedamo tudi, ko so ljudje z nami, ki so nam blizu, da skoristimo ta čas, še posebej, če delimo skupne poglede in vrednote in sanjo svojih. Ona pri tem ni delala kompromisov, vedno je vedela, kaj je prava odločitev, prava pot, ki je bila za mnoge, vključno tudi z mano, včasih težja. Pa vendarle, če slediš temu, ljudje čutijo, da ne želiš nujno njim samo nekaj prodati, da ne gledaš njihove denarnice, ampak da pravzaprav v prvi vrsti želiš, da so blizu z naravo, da je ne prezrejo in se zavedajo in zavedamo, da smo del te narave. Sanja Lončar je to znala narediti odlično, njeno delo bo živelo z nami dolgo, dolgo časa, zelo jo pogrešam, ampak sem hkrati vesel, da se bila skupaj na tej poti.